Največji dar. Šmarnice za otroke 2020. Napisala Marjeta Cerar. Enaindvajseti dan šmarnic. Končno poletne počitnice. Pred koncem pouka se vsi šolarji trudijo dati vse od sebe, da bi bile ocene čim lepše. Polonin župnik je ob koncu šole organiziral kolesarsko romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. V zgodnjem sobotnem jutru se je zbralo 30 kolesarjev. Pot je bila naporna. Polonina družina je romala v zahvalo za Jošta in za lepe ocene v šoli. K maši sta prišla tudi babi in dedi, ki sta Mariji v zahvalo prinesla Joštovo sliko in vnučka priporočila v njeno varstvo. Tudi letos se že veselim poletnih počitnic. Najprej teden dni oratorija. Dan se bo začel z molitvijo, nato nam bodo animatorji zaigrali igrico, potem sledi zabava na katehezah in delavnicah. Vsak dan bom obiskala drugo delavnico in se poskušala čim več naučiti. En dan v tednu nas čaka izlet. Šli bomo na Sveto goro nad Novo Gorico. Tam stoji cerkev posvečena Mariji. Najbolj se veselim sodelovanja v kuharski delavnici, kjer vedno počnemo kaj zanimivega. Lani smo spekli toliko piškotov, da jih je župnik jedel še celo poletje. Komaj čakam, da vidim, kaj bomo ustvarjali letos. Po oratoriju bom nekaj časa doma in bova z Lučko hodili na bazen ali na bližnje igrišče in se igrali s prijatelji. Konec julija pa bomo šli z babico in dedkom na Dolenjsko. Tam bomo kar 3 tedne. Takrat bosta za naše živali skrbela očka in mami. Ko smo na Dolenjskem, nas dedek uči, kako se skrbi za trto, pri sosedih pletemo košare, igramo se s tamkajšnjimi otroki in se hodimo kopat v Dolenjske toplice. Res se imamo lepo in čas tam zelo hitro mine. Na morje letos verjetno ne bomo šli, ker je Jošt še premajhen in je na morju čisto prevroče zanj. Konec avgusta boste šli Lučka in Max na astronomski tabor, ki ga organizira njihov učitelj fizike. Tam opazuje zvezde in se učijo zakonitosti vesolja. Mene to ne zanima preveč. Rada pa bi šla enkrat na tabor, kjer se učijo risati. Morda naslednje leto, bomo videli. Veliko se bo dogajalo in lepo se bomo imeli. In ne glede na to, kje bomo, bosta z mano rožni venec, ki mi ga je podarila babica, in Marijina podobica. To bodo moje počitnice. Kaj pa vaše? Že kaj razmišljate o njih? Na koledarju piše, da smo danes 21. maja in do počitnic res ni več daleč. Danes je prav poseben dan. Dan, ko je Jezus 40 dni po veliki noči šel v nebo in zapustil svoje prijatelje. Dal jim je nalogo, naj gredo po svetu in vsem ljudem povedo o njem in njegovi ljubezni. Njegovi prijatelji pa so bili ob tem dogodku zmedeni in niso vedeli, kako naprej. Jezus pa jim je obljubil, da bo z njimi vse dni življenja in da jim bo poslal pomočnika. Na ta dan se je morala tudi Marija dokončno posloviti od Jezusa. Hudo je bilo, vendar je vedela, da se bosta spet srečala v nebesih. Kar je Jezus naročil učencem, naroča tudi vsem nam, odraslim in otrokom, da gremo po svetu in delamo tako, da bodo vsi videli, da smo njegovi prijatelji. Naloga. Naredi načrt za počitnice in vanj vključi tudi nekaj, kar je povezano z Marijo in Jezusom.